Podcast portala v vesolje. Za tiste, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Danes bomo govorili o zemljinih obročih. Jupiterova luna Io ima nov vulkan. Starlinkovi sateliti še vedno povzročajo težave radijskim astronomom. Govorili bomo pa seveda še o plesnivih algoritmih, ki bodo pomagali kozmologom. Si predstavljate, da bi Zemlja imela obroče, tako kot jih ima Saturn? Nova študija pravi, da jih je mogoče zares imela. Zdaj, kako so znanstveniki prišli do tega? Postavimo se v Ordovici. To je bilo obdobje 490 do 440 milijonov let nazaj. In izkaže se, da je takrat na Zemljo padalo precej več meteoritov, kot v obdobjih prej ali pa kasneje. Dokaze za to najdemo v sestavi vulkanskega pepela iz tistih časov. Zdaj, kaj bi bil lahko razlog za povečanje meteoritov? Ena teorija pravi, da je nekje v Osončju enkrat razpadel asteroid, da so potem ti delci, ki so ostali, potovali po Osončju in so imeli takšno orbito, da se je sekala za Zemljino orbito, in zato je bilo v tistem obdobju, tistih 40 milijonov let, več meteoritov. No, zdaj pa znanstveniki pravijo, kaj pa, če je nek asteroid potoval zelo blizu Zemlje, Zemljina gravitacija bi ga raztrgala in del materiala bi oblikoval obroč okrog Zemlje. In potem bi ta material približno 40 milijonov let potreboval, da bi padel na Zemljo. In to je bilo v tem obdobju. Ideja je lepa, kako jo pa dokazati? Znanstveniki so poiskali kraterje na Zemlji, ki so nastali v tem obdobju, našteli so jih 21. Seveda gre za velike kraterje, ker vsi tisti manjši so že zdavnaj izginili. Ti kraterji niso nastali na Zemlji tam, kjer so danes. Zato, ker vemo, da se tektonske plošče premikajo. Zato so znanstveniki uporabili modele premikanja tektonskih plošč in izračunali, kje so se kraterji nahajali pred 460 milijoni let. In našel zelo zanimiv rezultat. Izkazalo se je, da vsi ležijo v pasu okrog ekvatorja. In to je točno to, kar bi pričakovali, če imamo obroč, ker če bi se obroč okrog Zemlje oblikoval, bi se oblikoval nad ekvatorjem. In zato bi tudi pričakovali večino meteoritov, da padejo nekje v bližino ekvatorja. Po drugi strani pa druga hipoteza, ta hipoteza razpadlega asteroida daleč stran, v tem primeru bi pa pričakovali, da so kraterji porazdeljeni po celotni Zemlji. Tako da to je kar dober dokaz za teorijo obročev. Ampak seveda, preden bomo zares lahko trdili, da je Zemlja imela obroče, bomo mogli počakati še za kakšno neodvisno raziskavo, ki bo zaključke potrdila ali pa ovrgla. Io ima nov vulkan. Govorimo seveda o Galilejevi luni Io, eni izmed 4 velikih lun, ki jih je v 17. stoletju odkril že Galileo Galilei. Da je na tej luni nov vulkan, niti ni presenečenje. Gre navsezadnje za najbolj vulkansko aktivno telo v Osončju. Na Io je ogromno vulkanov. Zakaj? Zato, ker je ta luna zelo blizu Jupitra. Okoli Jupitra se giblje po nekoliko sploščeni orbiti in zato močna gravitacija Jupitra na njeni poti okrog Jupitra na različne dele lune ves čas različno deluje. In posledično to luno gnete
kot neko kepo plastelina, v njej se sprošča toplota in na dan pride v obliki ognjenikov. No, nedavno so znanstveniki slike, ki jih je posnelo plovilo Juno, ki se trenutno giblje okrog Jupitra. No, te slike so primerjali s slikami posneti v 90. letih. Takrat je Jupiter od blizu opazovalo plovilo Galileo in na eni sliki so videli eno novo liso, ki se je izkazala za nov vulkan. Gre kar za veliko zadevo. Če pogledamo vulkan in področje, na katerem se razliva lava, je to približno 180 km veliko področje. In to je zgolj eden izmed mnogih vulkanov na Luni. In samo po sebi to odkritje ni nekaj velikega, je pa tak super občutek, ko na nekem nebesnem telesu vidimo, da se je nekaj spremenilo, ker to v astronomiji, kjer se ponavadi stvari dogajajo na veliko daljših časovnih skalah, ni običajno. Od naravnih satelitov pa k umetnim, tistim, ki se nahajajo okrog Zemlje. Vse večkrat moramo žal poročati, da imajo astronomi probleme z umetnimi sateliti, ker uničujejo v bistvu temno nebo, ki ga potrebujemo da sateliti izgledajo kot svetle lučke na nebu. Če se odpravite dandanes opazovati nebo s prostimi očmi, potem boste videli, da je vse več takih svetlih lučk na nebu, ki se zelo hitro premikajo glede na zvezde, ki se ne, in to so sateliti. In zdaj, če se tak satelit znajde v vidnem polju kamere, medtem ko mi snemamo, potem pusti neko svetlo sled na sliki. Seveda še veliko več je satelitov, ki so pa še temnejši, ki jih ne vidimo, ampak vseeno pa pustijo sled na naših slikah in jih uničijo. Ampak še bolj kot v vidni svetlobi pa onesnažujejo v radijski svetlobi. Satelit z Zemljo komunicira pa pošilja podatke v radijskih valovih. In zdaj, če se snop radijske svetlobe znajde v vidnem polju radijskega teleskopa, potem na podatkih dobimo šum. In tega šuma, ki mu rečemo tudi radijska interferenca, tega šuma se je zelo težko znebiti. Največkrat se ga ne moremo, v bistvu naši podatki so večkrat povsem neuporabni. Zdaj, praviloma radijski observatoriji stojijo v tako imenovanih radijsko tihih conah, kjer je prepovedano vsakršno oddajanje radijskih valov ali pa uporaba mobilnih naprav, ampak to žal ne velja za satelite, ne? In če se satelit znajde nad teleskopom in oddaja nek signal, potem bo mešal štrene astronomom. In to se je dogajalo vedno, odkar so prvi sateliti bili izstreljeni, ampak do zdaj je bilo teh satelitov relativno malo, zdaj jih je pa skozi več zaradi modernih konstelacij. Zato je to velik problem. Trenutno je najmočnejši igralec na tem področju Starlink, to je neko hčerinsko podjetje, podjetja SpaceX, in ta ima v tem trenutku okrog 6000 satelitov v orbiti okrog Zemlje. Pred kratkim je v bistvu prišla ena dobra novica v povezavi s tem. Izvedeli smo, da Starlink že nekaj časa sodeluje z ameriškim nacionalnim radijskim observatorijem in skupaj poskušajo omiliti onesnaženje radijskega neba. In to delajo tako, da sateliti dobijo podatke observatorijev, torej kdaj nek teleskop opazuje, kateri del neba opazuje, pri kateri frekvenci,
in če se takrat nek satelit znajde na nebu nad tem teleskopom, potem prekine oddajati signal, ali pa vsaj signal ne pošilja v smeri observatorija. In to je bilo že preizkušeno tudi v praksi in se je izkazalo, da deluje. Tako da to je zelo dobra novica. Zdaj smo pa dobili spet neko novo novico, tokrat negativno. In sicer radijski observatorij LOFAR, Evropski observatorij, je odkril, da nova generacija Starlinkovih satelitov poleg običajnega oddajanja seva tudi neko nenadejene radijske valove pri različnih frekvencah, ki nastajajo zaradi delovanja elektronike. In to sevanje je bilo sicer prisotno že pri prvi generaciji teh satelitov. Podjetje je reklo, bomo to popravili, ampak žal očitno niso. In je spet prisotno pri drugi generaciji, žal bistveno močnejše, kot je bilo sevanje v prvi generaciji. Zdaj, astronomi, ki so to odkrili, so seveda zelo diplomatski in so tudi v članku, ki so ga objavili, so napisali, ja, te meritve bodo pomagale podjetju, da bo te stvari popravilo, zato da nam ne bo motilo opazovanj, ampak vse skupaj ima nek zelo grenak priokus za astronome. Treba je povedati, da Starlink je zgolj eno izmed podjetij, ki ima trenutno pač največ satelitov v orbiti, potem je tukaj še več drugih podjetij, ki že izstreljujejo satelite. Kitajska je pred kratkim izstrelila prvo četo satelitov svoje konstelacije in tako naprej. Tako da kakršnekoli rešitve problemov, ki jih povzročajo sateliti astronomom, bodo morale povzeti vsa podjetja, vse države, vse vesoljske agencije, drugače stvari ne bodo zares efektivne in to je pač ena srž tega problema. Ja, tako da žal, ko na portalu Vesolje pišemo o satelitih, največkrat pišemo nekako v negativnem tonu, ker res nagajajo astronomom. Ampak upajmo, da bomo naslednjič imeli kakšno dobro novico. Znanstveniki so pokazali, da obstaja povezava med plesnijo in največjimi strukturami v vesolju. Sliši se malo čuden, ampak v bistvu ni. Poglejmo si, zakaj gre. Če pogledamo vesolje na zelo velikih skalah, potem vidimo, da ni povsem homogeno. Galaksije in plin so nekako združeni v filamente, ti filamenti so med seboj povezani in skupaj tvorijo kozmično mrežo. Med filamenti je pa večinoma prazen prostor, taka območja praznine so. Sama oblika kozmične mreže in kako se ta kozmična mreža spreminja skozi čas, torej skozi razvoj vesolja, nam nekaj pove o samem razvoju vesolja, o tem, kaj vesolje pravzaprav vsebuje, kakšno snov, pove nam tudi, kako so nastajale galaksije in kako so rasle od tistih prvih galaksij do današnjega vesolja. In seveda zato znanstveniki želijo to kozmično mrežo najprej detektirati, jo videti, prepoznati in nato čim bolj raziskati. Kar pa ni najbolj enostavno, ker ta mreža, torej plin, ki jo sestavlja, je zelo redek. Torej, kako to detektirati? Obstajajo različni načini, vsak ima svoje pomanjkljivosti, zato je vsak nov način spoznavanja te mreže zelo dobrodošel. No, in znanstveniki so zdaj objavili neko novo raziskavo, v kateri so kozmično mrežo raziskali na zelo domiseln način. Namreč, če pogledamo to mrežo, pa če poznamo majčkeno biologije, potem vidimo, da je ta mreža zelo podobna eni strukturi,
eni mreži, ki jo tvori plesen. Nekatere plesni, med njimi plesen Physarum polycephalum, ne vem, če sem pravilno izgovoril, poglejte si link na portalu v vesolje, na wiki stran od te plesni. Ta plesen je znana po tem, da pri iskanju hrane tvori kompleksno mrežo filamentov. Na začetku imamo plesen, nekje drugje je hrana in plesen potem raste v določeni mrežasti strukturi. Ko eden izmed filamentov najde hrano, potem plesen predvsem raste na neki najbolj optimalni poti med začetno točko in tem koščkom hrane. In zdaj ta mreža je zelo podobna kozmični mreži. Zato so znanstveniki uporabili mrežo, ki jo dobimo. Pri plesni so jo nekako matematično opisali in napisali algoritem, s katerim so v različnih astronomskih podatkih iskali filamente. Recimo, izbrali so vzorec nekega pregleda neba, 37,000 galaksij, v bližnjem vesolju, v radiju 300 milijonov svetlobnih let, in ko so uporabili algoritem, recimo mu plesnivi algoritem, so zelo hitro dobili izrisan 3D model povezav med temi galaksijami, torej kozmično mrežo v današnjem vesolju. Algoritem torej deluje, zato bodo raziskovalci algoritem lahko uporabljali na novih podatkih, na velikih bazah podatkov, ki še pridejo. Napovejmo še en dogodek, ki bo zanimal vse, ki delujejo v izobraževanju in poučujejo tudi astronomijo. Med 12. in 15. novembrom bo potekala mednarodna delavnica, ŠOU-IAU delavnica, kjer bodo astronomi in učitelji in nasploh vsi, ki so vpeti v izobraževalni proces astronomije, predstavljali svoje izkušnje z izobraževanjem astronomije. Ta delavnica bo potekala na daljavo, je brezplačna in na to delavnico se lahko prijavite do začetka delavnice. Tako, to je bil prvi paket novic portala v vesolje v audio obliki. Veselimo se vaših komentarjev. Kot vedno, če imate kakšno vprašanje o astronomiji ali astrofiziki, nam pišite na portalvavesolje@gmail.com. Ne pozabite pa tudi na našo spletno stran. Do naslednjič.